drage gledalke, spoštovani gledalci, pozdravljeni. V studiu danes lepo pozdravljam Uroša Mohoriča, človeka s širokim spektrom znanj in zanimanj. Od glasbe do astronomije, fotografije, strojništva, pa še kaj bi se našlo. Uroš, lepo pozdravljen v naši družbi. Živijo. Greva najprej lepo od začetka. Glasba torej. Kje se je vse začelo, kam segajo tvoji glasbeni začetki? Se pravi, začelo se v 2. letniku srednje šole, ko sem se začel prvič sam učiti kitaro. Zanimala me je predvsem glasba ali Jimi Hendrix, Guns N' Roses in sem pač po temu se pol nekako učil. Po enih parih letih je pa prišel prvi bendi, zdaj na začetku ni bilo nič kaj zelo, rekel res, je bilo bolj za zabavo. Pol mogoče prvi bend, omembe v Ridni, je bil Roxy Venom. Z njimi smo šli tudi na Slovenija ima talent. Potem smo formirali drug band, ki je bil bolj na osnovi glasbe, kot so Pink Floyd, se pravi imenoval se Prince Dopey. Vzporedno s tem je pa pol v bistvu zadnja skupina, kjer sem bil udeležen, pa v bistvu duo You and Me iz Mojca Eran. Torej Roxy Venom, če se vrneva na začetek, z njimi si torej šel na Slovenija ima talent. Ja. Kaj je ta izkušnja pomenila tebi? Kaj si zapomnil in boš vedno nosil s sabo? Ja, v bistvu prvi stik s kamerami, prvi stik, rekel, z intervjuji, malo večjim odrom, večjim občinstvom. Se pravi, tam smo, ko smo prišli na audicijo, smo pač malo napravili vse intervjuje, pa tu. In smo pol kasneje bili zvasovani še za nastop v operi. Tam je bilo kar, rekel, veliko ljudi, za tak prvič. In smo pač odigrali, bilo je zanimivo, zdaj, da bi rekel, naprej pa nažalost pač nismo prišli, ampak izkušnja je bila vse v redu. Potem pa torej Prince Dopey. To pa je bila, kako se v bistvu razlikujeta ti dve glasbeni zasedbi? Mogoče po slogu, stilu, po čem? Ja, v bistvu Roxy Venom je bila bolj, rekel, hard rock skupina, smo igrali bolj, rekel, udarne pesmi. Zdaj pri Prince Dopey je bilo pa rekel, taka bolj umirjena glasba, mogoče malo bolj mejna alternativno glasbo. In rekel, bolj ustvarjalno. In prej pred kamero, za kamero, preden sva se spustila v ta intervju, sva se pogovarjala, da ko ste začeli ustvarjati z Roxy Venom, ste bili torej še najstniški, imeli ste to strast, velike cilje, torej igranje na Wembleyju si izpostavil. Ja. Kaj se potem pri glasbeniku zgodi, da čez nekaj let, recimo od tega je zdaj koliko, 15 let, nekaj ta da potem ne sanja več o Wembleyju? Kaj se zgodi tukaj? Odraste. Realnost v bistvu. Na začetku še si imaš preprečenje, naprimer, da boš s svojim stilom nekako prišel naprej, ampak polka pa malo bolj spoznaš ta mogoče slovenski trg, ko smo bili v Sloveniji. Pa lih malo več dejavnikov za uspeh, ne samo glasba. Ja. In potem si šel torej po Roxy Venomu in potem še v bistvu po drugih zasedbah si šel v duo Vode, torej z Mojco Eran, kot si že omenil. Ampak to je bila pa spet čisto neka druga zvrst glasbe. To je bilo pa kot črno in belo. Ja, še kar v bistvu razlika od prejšnjih zasedb. Ja. In kako je to za glasbenika? Izziv. V bistvu prej, naprimer, drugače, ti imaš prej v bendu neko kretje od zadja, če se kaj zmutiš ali pa kaj te zmeri nekdo od zad pokrije. Tukaj sem bil pa pač sam na kitaro, oziroma vsake tukaj se je tudi Mojca pridružila. Smo pa se naučiti malo bolj, natančno igrati, pa tudi drugače, naprimer, ti igraš električno kitaro ali igraš akustično je malo bolj v navednicah trda za igrati, ampak dobra izkušnja. Dejal si prej, da sta preigrala kar veliko koncertov, veliko nastopov sta imela, predvidevam po Sloveniji ali tudi čez meje? Ne, v Sloveniji. In kakšni so ti koncerti? Sama si glede na slog,
se nekako predstavljam, kakšne poroke, kaj takega. Ja, v bistvu največ je bilo teh porok, ker dosti sva bila vabljena na poroke. Zdaj sva igrala na sami procesi ali v cerkvi, ali sva pač igrala tudi zvečer, na končni, v bistvu na zabavi. In pa kar veliko je bilo teh rezidenc v Ljubljani na Tromostavju v poletnem času. Pa mogoče omembe vredno je tudi tekmovanje, ki se je odvijalo v pivovarni Union oziroma v pivnici Union v Ljubljani. Tako da spet neke nove izkušnje tudi po tej strani. Kako pa potem to izgleda? Dajva se malo ustavi torej prav pri tej pivnici in temu tekmovanju. Kaj vaju je sploh pripeljalo do tja? Razpis, da boš verila. In v bistvu, videla sva razpis, sva se prijavila, prišla noter. Pa je bil prvi koncert, to so bili v bistvu kot neke bitke med skupinami. So bila prvič tam, nastopala, so bili najni nasprotniki nastopa in sploh niso imela nekih, visokih pričakovanj. Pa ta prvič, ko prideš naprej, fino, je uspelo, pa rešte drugič, spet prideš naprej, zdaj pa mogoče bi pa šlo do finala, in pa so v bistvu tako prišla do finala. Pa smo se, če se ne motim, pomirili v bistvu idrijske skupine med sabo. Dobro. In takrat sta potem s tekmovanjem zaključila, kako je bil, kakšen je bil izid? 1-0, pa ne za naju. Dobro, ampak vse je pa neko novo znanje, neka nova izkušnja. Ampak potem pa, če se mogoče še malo zadrživa tukaj pri duo You and Me, izdala sta tudi svojo avtorsko skladbo. Ja. Je bila to tvoja prva avtorska? Ne. V bistvu prve avtorske skladbe smo posneli že z Roxy Venom. V bistvu je bilo enih 5 komadov, če se ne motim, pol nekaj je bilo tudi s Prince Dopey. Je bila pa prva, prvi akustični avtorski komad. Ja, to pa Super. In zdaj me zanima, potem si pa ti šel po svoje. Ja. In zdaj si UX musician. Ja. In si šel pravzaprav v bolj živahne vode nazaj. Ja, pa ne. V bistvu prvi 3 komadi so bili dokaj tak mirni, ali pa tak ena srednja varianta. Zdaj zadnjim, letošnjim komadom se pa mogoče malo vrnil nazaj k belodarnim koreninam. In povej nam torej, odkje črpaš neko domišljijo mogoče za svoje pesmi, za besedila in za melodijo? V bistvu čisto iz vsakodnevnih dogodkov. Tam, kjer dobim navdih, lahko tu bom gledal dokumentarne serije Deli Cajta in jaz tam manj potihnu inspiracija za nov komad ali pa pač en dogodek, ki se ti naredi v življenju. Čisto tako. Ampak spremljam te pa tudi na Instagram profilu in večkrat lahko vidimo, ko objavljaš neke coverje, torej drugih pesmi, drugih izvajalcev. In takrat so malo bolj poskočne, nekoliko bolj rock varianta glasbe. In zato mogoče, kdo je tebi idol, glasbeni idol? V bistvu so se spremenjali. Če bi se prav na začetku me vprašala, bi rekel Jimi Hendrix na kitar. Pa zelo dolgo obdobje je bil Slash od Hansov. Pa zdaj je še zmeri Slash. Pa kasneje, ko sem se začel pa tudi s petjem ukvarjati, je pa v bistvu že od začetka Axl Rose, v bistvu glavni idol na vokalu, ampak z leti tudi še kakšen drug, pride noter v ta izbor. Je pa prav to, ko si omenil Axl Rosea, in res tudi pri tvojih coverjih vidimo, da je tvoj razpon in mogoče sam ton tvojega glasu nekoliko bolj specifičen, drugačen od recimo nekega drugega pop pevca, bomo rekli. Je treba
posebno težko, je posebno težko dobiti tak zvok ven iz svojih glasilk. Kaj je posebnost treninga za tak vokal? V bistvu le to, kar si omenila, ni bene posebnosti, pa čim manj treninga. No dobro, preprost recept, Ja. ampak za vrhunski rezultat. Ja, ne, je potrebno tudi kakšno vpivanje, pa to sem zdaj, da bi pa rekel, da imam prav neke hude treninge, pa pač nimam, ne. Ja. No, potem pa kar pojdiva k tvojemu zadnjemu avtorskemu komadu. Povej mi torej vse o njemu. Je drugačen od prejšnjih, zato me zanima, kaj je v bistvu bila prelomnica, da si se odločil, da greš pa zdaj v drugo smer. Ja, se pravi, predzadnji komad, ki sem ga izdal, je bil leta 2021, posnemo pa dve leti premora. In v tem cajtu se tudi sem dobil ene par novih idej za komade, ki so bile pa čisto slučajno, jih ima bolj udarni, jih imam zdaj ene par, rekel, na zaluh. Sam prvi je bil ta, ki je šel letos. In ja, v bistvu ta komad je bil spet čist na ključe. Sem malo brskal, moče zanimivo to je, da sem brskal po starih v bistvu demo posnetkih. In osnova za ta komad je bil v bistvu posnet leta 2014, se pravi kar en cajt nazaj že. In v bistvu zdaj sem dokončal, ja, in je ratalo tu pač van, kar je. In zdaj pri temu, ko ti snemaš, kako to izgleda? Kolikor jaz vem, večinoma posnameš sam. Torej, znaš igrati bobne, si vokalist, si kitarist, verjetno tudi bas linijo odigraš sam. Kako to pravzaprav izgleda? Ja, zdaj pri avtorskih komadih, bobno ne znam igrati, se jih učim, to je prvo delam. Ja, v bistvu bobno jaz ne posnamem. Zdaj za vse te avtorske komade sodelujejo z Blažem Pavšičem iz Banditov. V bistvu on organizira snimanje bobnov in se pač posname ali kdo drug posname. V bistvu odzadaj za svojim studiom ima svojo ekipo, rekel, glasbenikov, ki pomagajo drugim ustvarjalcem. Ja, kar je pa kitare, pa bas kitare, pa vokalov, tu pa večinoma sam, ja. In pač, ja, rekord pa posnamem. Dobro, sliši se enostavno, ampak si upam reči, kar da ni, no. Ma dejansko je. Potem pa še toliko bolje. Mislim, to je mogoče, je prednost pa slabost, če si solo ustvarjalec, pač. Če delaš v bendu, se moraš zelo prilagajati. Drugim pa mogoče nekomu nekaj ni všeč, pa tako, ne, se lahko dosti bolj zaplete, briku, a ne, to snimanje. Tukaj, če si sam, pač se nekaj vcepiš v glavo in tisto pač posnameš, a ne, ti ne bom ben rekel, ja, mogoče pa meni tisto ni leh, sam pa ta druge strane pa spet tako, da mogoče rad, a pa leh malo preveč, rekel, ta tunnel vision, zato, ko vidiš, ti samo en pogled, ko bilo mogoče fajn, da je šel pogled kakšnih drugih. In ko smo ravno pri pogledih, sam se rad zažreš tudi v nebo, ja, in opazuješ zvezde, planete. Kje dobi v bistvu astronomija mesto v tvojem srcu? V bistvu čez sproščaj, ne. Se pravi, zvečer, ki je v bistvu mira, ne, lahko na kakšna jasna noč se res tudi lahko fajn opazuješ, ne, nočno nebo. In odzmeri me pač zanimala ta, v bistvu so me zanimala ta nebesna telesa. In ja, enkrat sem se odločil, da bi popravil to pač poslikati. Na začetku ni šlo, pa sem še malo se trudil, tudi ni šlo, pa sem začel pa malo brati, katera oprema vse moraš imeti, ne. Ja, sem tisto, pa taka oprema je v bistvu še kar, tako bi rekel, draga, ne, in v bistvu rabiš nek čas, da si jo nabereš. Pa ko imaš vse to, je pa zadeva kar dosti preprosta, pa tudi fajn slike polerati, ja. Torej, fotografiraš torej zvezdnato nebo zgolj iz svojega lastnega užitka, ja, hobija za sprostitev. Tako je. Super. Lahko mogoče v prihodnosti pričakujemo tudi kakšno pesem povezano bolj
z nebom, z nebeškimi telesi in tako. Čisto verjetno, da ja. Ne bom rekel ne. Super. In ko smo ravno v pogledu v prihodnost, kje se vidiš mogoče čez 10 let, dajmo reči, v glasbenem svetu, kakšne imaš dolgoročne in pa kratkoročne cilje? Ne na Wembleyu, to je prva. Drugače pa ja, mogoče, da bi uspel ta solo kariera mogoče spraviti tudi nazaj na odre, se pravi, da bi dobil neka skupina. Drugače pa ja, mogoče pridobiti malo večji krog poslušalcev moje glasbe. Bi bilo zaenkrat kar v redu, pa čas naprej. Odlično. Jaz ti želim, da se torej tvoji cilji kratkoročni in dolgoročni uresničijo, lahko tudi še hitreje, kot jih sam načrtuješ. Želim ti veliko kreative pri tvojem ustvarjanju in hvala, da si bil danes naš gost. Hvala za vabilo. Drage gledalke, spoštovani gledalci, lepa hvala, da ste bili v naši družbi, zdaj pa lepo vabljeni k ogledu in poslušanju zadnjega videospota Uroša Mohoriča, Uksa, The Killer.